Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in dvigujemo zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano komik, moderator in druga polovica, boljša polovica, kakorkoli obrnemo, Femičov, Žan Papič, pozdravljen. Živijo, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke. Ma so tudi gledalci in gledalke, gledajo ali bomo samo na audio? Tudi gledajo. Sožalje vsem. Mislim, zaradi mene, ne zaradi tebe, da ne bo kdo razumel narobe. Jaz pa sem zelo vesela, Žan, da si v mojem podcastu, res. Pravzaprav ne boš verjel, ampak ko sem malo bolj se poglobila v tvojo zgodbo, pa tudi sicer, poznam te zdaj že nekaj časa, sicer skozi komedijo bolj, ali ipak se mi zdi, da si v bistvu en zelo, zelo zanimiv človek, ki s sabo prinaša ful nekih zgodb, za katere pa mogoče ljudje niti ne vedo toliko. In se mi zdi, da te moram kar takoj soočiti z njimi. Mogoče niti ti ne veš za njih. Jaz mislim, da je to zelo verjetno. To je najbolj zanimivo, ko spoznavaš sebe skozi oči druge. Tak sem, to sem naredil. In najhujše, da si pa vsem temu trezen. Res je, ker se moraš soočiti. Ne? Povej mi, Žan, tvoj foter je policaj. A to je res? Okay. Nisem bil upokojen policaj, majster je v pokoju že po mojem, da 17 let, ni mu slabo. Ampak odraščal si v bistvu v policaju in na drugi strani mama je bolj umetniška duša, če se ne motim. Ja, sigurno. Mislim, bolj kot fotor. Pa mama po izobrazbi pedagoginja, tako da to so najhujše kombinacije staršev, pedagogov in policajev. Ne? No, vidiš, se to hočem izpostaviti in pol si še s Krasa. In bil si nekje vmes tabornik in nogometaš. Kaj od tega je v bistvu naredilo tebe? Se mi zdi, da vse, vsaka stvar v življenju je botrovala, da si danes takšen, kakršen si. Zdaj ene bolj zavedno, druge nezavedno. Sigurno so me kot skupnost so me taborniki definitivno najbolj definirali v to, da sem danes boljši človek, da se trudim biti boljši človek, da sploh razmišljam v tej smeri, da ne mečem smeti na tla, da poskušam razumeti druge, da jih sprejmem tudi, če so drugače misleči. Fuzbal mi je dal bolj to neko uličarstvo ali pa to nek boj zase, da preživiš. In valjda, familija je valjda zelo vplivala name, ampak glede skupnosti bi rekel, da taborniki mogoče najbolj korenito. Pa če se še malo zadrživa recimo v svetu malega Žana, kaj si recimo ti kot otrok, si imel kakšno vizijo o tem, kaj boš, ko boš velik, kako bo izgledalo tvoje življenje? V bistvu sem imel bolj v najstniških letih izdelano že do 30 leta vse, kako ne bi šlo, kar grozno, ker sem v resnici zelo strukturirana oseba in zelo obremenjujoča. In pol sem gotovo, da vsi smo neki perfekcionisti v sebi ali pa si domišljamo, da smo ali pa težimo k temu. In problem je ta, da če ne spelješ 100% tako, kot si zamislil, je potem ni 100%, pol pa ne bo minus 100% in pol hočeš vse uničiti, ker če ni tako, kot si zamislil in je ful samodestruktivnost tovkla ven. Ampak sem živel v Tomaju, nekje v bivšem samostanu, ki so bila potem socialna stanovanja, po mojem. To je klasična komunizem, cerkev, love-hate relationship. In sem tam okrog cerkve, smo non-stop se igrali neke vojake in policaje, fuzbal, lovljenje, skrivanje. In sem imel kar bom rekel, zelo pravlično otroštvo, niti avto mi ni mogel povoziti, nič pač. Mama je samo zažvižgala, sem mogel priti domov, me klicala kot psa. Me zažvižgala in sem laufal pol nazaj domov. Tako da vizija vedno je bila neka domišljijska, brezdelna, brezgaraška prihodnost, kjer je vse in na dosegu dlani. Nekaj imaš jahto, odkje je prša, koliko to stane, noben se ne sprašuje, kar tam je, kar greš. Sam verjemi v svoje sanje in vse ti bo uspelo. In potem ti realnost da šamar. To, kar si zdaj opisal, se mi zdi to zelo, da smo mi dva ista generacija in to smo milenici.
In se mi zdi, da je zelo to milenijsko razmišljanje, ne, ki pa je vseeno prišlo nekako od, kakorkoli obrneš, od vzgoje, okolja, ne, se pravi, na nek način so nas prepričali v to, da moramo samo verjeti vase in vse nam bo uspelo, ne. Ampak tako kot rečeš, potem pa šamer od realnosti. Je pa kar velika bolečina, se mi zdi, ko nekako spoznaš, da v bistvu svet, v katerem živimo, mislim, da so nam prodali na nek način mačka v žaklju. No? Mislim, prodali so tisto, kar so verjeli in kar je takrat bilo, zato ker jaz vedno pravim, da ta socialistični komunizem je zelo dobro poskrbel za otroka in državljana. Ti, če nisi imel staršev, država bila odgovorna zate do 18 let oziroma do konca šolanja. Naši starši so dejansko imeli vse in tudi to vizijo, da imajo vse, niti niso prodali neke želje, da hočejo več, ampak ok, imamo zdravstvo, imamo šolstvo, imamo počitnice, imamo kempe, imamo počitniške hišice od firme, kjer dobiš ful zastojno. Oni so dejansko vse imeli in pol, nisi se pravo boriti za to, nisi pravo postavljati svoje cene. Plača je prišla, nikoli se nisi pogajal za njo, to je standard, ki je bil. Tudi neka demokratizacija šolstva se je dejansko zgodila, ki prej ni bila toliko prisotna, ker je zelo smešno, da ti komunist omogoči demokratično šolstvo za vse. In potem dejansko te vzgajajo tako verjamejo, tako so bili navajeni in se ni to njihova krivda. Mi pač imamo to srečo, po drugi strani pa, da imamo ta internet, kjer zveš res vse, če hočeš, tako z enim klikom. Pred kratkim sem bral to knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki je bolj namenjena spolnosti naših starih staršev med leti 1900 in 1960, ko dekleta niso vedele, da bodo dobile menstruacijo, niti niso vedele, kako se obnašati. Veš, danes jaz lahko zvem kot moški, vem vse o temu, pa nisem nikoli tega doživel in upam, da niti ne bom. Takrat tega ni bilo, mislim, teh informacij in vsega tega pač ni bilo. Ne? Tako da obljubili so tisto, kar so verjeli in kar so takrat imeli. Ampak kaj se ti zdi, da se je takrat, kaj se je pa pol enkrat zgodilo, da mi pa nismo več imeli vseh teh benefitov, pač se moramo kar boriti, v bistvu, da sploh kaj imamo, da sploh se postavimo nekam v družbo? Osamosvojitev Slovenije in kapitalizem, ki pač te ne bi nagradil, kolikor delaš. Tako da ni več povprečja, ampak so vrhovi in so doline. In problem je, da če nisi prej imel tega nekam, ker ni nujno, da si najboljši v svoji, vse to je problem, ker moraš imeti skupek vsega, moraš znati postaviti pravo ceno, moraš poslati pol ta račun, moraš poskrbeti, da se ta račun sploh naredi in da se pošlje. Moraš biti še dober in pol fuljenih stvari se moraš obaditi, ko se prinisi rabu in te lahko če si neorganizirana oseba, te lahko tu poje. In dejansko se moraš znati obrniti. In če se ne znaš, pa si lahko žrtev sistema, lahko pa nisi, ne? Če se pa obladeš, ti pa lahko mogoče. Ne? Prej je pač za enih ful stvari bilo že poskrbljeno, oziroma se nisi rabo niti z njimi ubaditi. Ne? Včasih so kmetje kar dobili toliko keša, zdaj ga tudi dobijo, če izpolnijo 60 strani dolg razpis in pol so zbrani in dobilo ful več keša, ko prej, če so pridni in delajo, sem če pa nič naredijo, pa ne bojo kar dobili keša. Ne? In to znanje, če ga nimaš, si pol lahko bos, ne? Pa si ful dober kmet ali pa ful dober, ne vem, karkoli. Ja, ampak kaj pa rečeš, kje si ti tukaj na tej, ki se ti znajdeš ali grejo mimo tebe neke stvari? Ful grejo te stvari mimo, ampak sem tudi ful priden, ker jaz pač kot komik ful težko začneš, da boš kar odprl SP in imel dovolj keša, da boš plačeval prispevke. In moraš malo še mešetariti preko društev in teh variantov, ker mislim, da dela ful ljudi. In se navadaš želeti s papirji, ker si prisiljen, moraš, drugače pač umreš, oziroma ne dobiš, si kaznovan, whatever, če nimaš staršev, ki bi ti dali mesečno žepnino v višini 5000 evrov, in jaz teh staršev nimam, mislim takih. In sem se kar navadil, no? Tako da zdaj sem tudi samostojni podjetnik in imam svojo računovodjo in tako rastem v vseh smereh. Ampak sem bil kar prisiljen to, ja, in se mi zdi, da kar dobro furam. No. Meni se zdi, da povprečno sem jaz vedno kar v redu, nisem pa nikoli nek ekstremist, da je bil ful dober v nečemu. Ne, pač. Čeprav ti si v enem trenutku spakiral kufre in si šel za Avstralijo dobesedno s trebuhom za kruhom se sprobati brez nekih vnaprejšnjih dogovorov za nekaj, ne vem kaj, si bil pomivalec posode, pisal si kolumne in si dobesedno skušal, si se vrgal na nek tuj trg preživeti. To je, by the way, ful pogumno in ful nadpovprečno dejanje. Pa mi zdaj ti povej, kak si pa ti to, recimo, kaj te je gnalo takrat, pa kak si v resnici to doživel potem? Ja, dve stvari, ki so me gnali. Mislim, prvo to, jaz ne vem, ali je pogum
ko narediš zadevo in se zavedaš vseh nevarnosti in posledic, ali si samo budalo, ki si skočil, nisi vedel in se nisi zavedel in je slučajno ratalo, sem mislil, da me... Tako da ne vem, ali je to pogumno ali ne, ampak v končni fazi mogoče je. Gnalo me je pa to, da v Sloveniji sem se počutil, v Sloveniji, doma, si ni važno, če bi v Romuniji. Ne znaš izstopiti iz teh nekih algoritmov, odnosov, ki jih imaš vse isto, v istem prostoru z istimi ljudmi in se ustvarijo neki ciklusi in veš, vedno je isto, no, ko bi rekel, skozi je isto in pol ta isto te muči, ker ga ne znaš zlomiti, ne znaš drugače se odzvati in pol sem razmišljal, najboljše bi bilo, da grem za pol leta nekam, pa sem se zavedal, da bo še vse težave z mano, ne bi bil to mogoče je bil bek, ampak ni bil ta bek, tam, zažgem potni list in bom John Maverick in noben ne bo vedel zame. In tudi to, doma v Sloveniji, če imaš normalne odnose s starši in s prijatelji, ne moreš umrti, praktično ne moreš umrti, vsi bojo poskrbeli zate, boš imel za jesti, glih na ulici ne boš in tudi če boš, še zmeri ne boš umrl, mislim, še zmeri bo okej. Potem sem pa hotel iti nekam, kjer nimam nobenega družbenega kapitala, kjer sem nula, nič, noben ne ve zame in se moram znajdeti iz niča, niti nisem hotel nobenih številk Slovencev, nič. Pol valjda gotoviš, da tu tudi ne gre pač ta drugi ekstrem, ampak hotel sem probati in sem probal in nisem hotel vsem krčiti, zakaj nisem šel in zakaj ne hotel sem tu probati, tu sem probal in sem zadovoljen in vedno postopim tamo, se mi zdi, da je pol boljše in da vedno se da kaj naučiti iz nje in teh korakov jih iščem v bistvu non-stop, ker me tu bogati, me izboljšuje, me dela drugačnega in me zabava v končni fazi, ker me monotonost grozno dolgočas in me obrača v resnično temo. To je v bistvu zelo zanimivo, ti zelo odkrito tudi v svojem stand-upu govoriš o samomorilnosti, če se lahko še tega malo dotakneva. Me zanima, kje je bil tisti moment v tvojem lifeu, ko se je pa iz tega pričakovanja, da bo vse super in fajn in sansko, pol zalomilo, oziroma kaj je bilo tisto, kar je tebe v resnici zrušilo v življenju? Mislim to, da bo vse sansko, to je bilo samo v otroških letih, pol že tam najstniških oziroma 12 leta naprej ni bilo, mislim, meni je bilo glupo, vsak dan mi je bilo glupo v resnici in pač meni zdi, da šolski sistem je kar ubil v resnici, ne vem, skozi ocene, ki niso bile ravno briljantne, te nekako da je vedeti, ne da si neumen, samo da ne se upadeš s pričakovanjem. Čeprav, ne vem, delaš nekaj drugega, si v nečem dobro, ne? Pač ne iščejo oni zdaj talenta v šoli, oni iščejo, pustimo zdaj talent, meni se zdi tudi delovnost talent, zdi se mi kakršenkoli talent, kuhanje, whatever. Ampak probate naučiti sedeti od 7 do 3, biti priden in te nagrajevati za to. In če tega nočeš, trpiš in pol nisi nagrajevan in je slabo. In pol se mi zdi, da me je tu kar sklop še nekih družinskih dogajanj, nekih notranjih lastnih dogajanj, odraščanj, nevednosti, spraševanj, nezadovoljstva samim sabo. Ker nikoli ni ena stvar, vedno je skupek nečesa, pol nekaj je samo trigger oziroma sprožilc. Isto kot pri uspehu, veš, kdaj mu je uspelo, čez noč na 10 let podlage, ta znameniti pregovor. Se mi zdi, da niti tle, kadar je slabo, ne prije tu, ker tu se nalaga se in če ne daješ ven in ne čistiš in se ne trudiš ali pa se ne upiraš ali pa ne iščeš rešitev, pač je pol slabo, in tu se meni zgodilo, ker vedno hočeš ugajati, ne ugajaš, niti cool, nisi tu, ker hočeš biti. Vedno sem hotel biti nekaj drugega, ker sem bil zdaj, sem tu, ker hočem biti, se mi zdi, da sem okej, meni se zdaj okej sem s sabo, mislim, imam se delno rad, ne masakriram se več in se poskušam imeti dobro in poskušam vsako stvar in vsak dan in vsak potencial pripeljati do te mere, da se imel čim boljše. Ne pričakujem nič, edino, kar mi je podarjeno, je ta čas in dan, v katerega se zbudim in to je to, ker bil sem tudi ful paranoičen, jaz sem se bal zaspati, ker sem se bal, da se ne bom zbudil, nisem mlad človek, zdrav, ne vem, zakaj bi se to zgodilo, ampak imaš neke strahove, ko so neutemeljeni, ko so niti niso normalni v resnici, ampak se ne pogovarjaš, ne govoriš in se ti kar zdi, da pač tekuje, in pol ti ne spiš 2 dni, se ti zdi, vsi se borimo, pač noro, sam, če ti noben ne pove, ne veš. Ja, v bistvu ta anksioznost tako raste v družbi, se ti zdi, da je, mislim, kaj bi ti rekel, da je razlog, da na nek način vedno več ljudi doživlja to anksioznost, ker najbrž je bila vedno prisotna, ampak mogoče malo več govorimo o tem danes. 2 sta razloga, eden je po mojem genski, zato ker smo bili vedno
Mi smo zdaj silom nekih spletov okoliščin, po mojem tudi smo pojeli kaj, kar nam je strašno razvilo možgane, neke halucinogene zadeve, ker naši možgani, ker so bili mali možgani tu zdaj ful veliko in le kaj delamo in kaj lahko naredimo, če hočemo, imamo računalnik, imamo mikrofone, tu je res potrebno neke domišljije. In ta anksioznost, ta hormonska je bila vedno, ker smo bežali pred plenilci, ne, in pač ti si pol kar sredi mesta ogrožen v resnici, ne, ampak ni potrebe, ker smo toliko kultivirani in ampak tu kar pride nagonsko in pol ti se sprašuješ, zakaj v bistvu je lahko sam ta vidik, ne. Drugi vidik je pa ta psihološki, ker se bojiš, ne veš, kako bo, mogoče delno neki medij te bombardirali, odvisno kakšne pač vsebine konzumiraš, to je spet stvar izbire, ali pa tudi ne več, ne? V bistvu imamo demokracijo enoumja. Tako da ta dva vidika in pol, če tega ne veš in pol se sam nalaga ta strah in se potencira in poprije do ena snežna kepa, kamor ni več povratka nazaj in je ful nevarno, da zletiš čez rob in te ne povleče nikoli več nazaj. Pa se ti zdi, da je to pri umetnikih bolj prisotno, zato ker v bistvu smo umetniki že po naravi malo bolj senzibilni na vse, kar se dogaja, pa melanholični? Bi to pri sebi povezal za svojo te ustvarjalno platjo? Ne, jaz bi rekel, da smo vsi ljudje in tudi, ne vem, če samega sebe vidim kot umetnika bolj kot obrtnika v resnici. Po drugi strani pa vidim tudi navadne delavce ali pa druge, so vsi pač boga boječi, se boji šefa, pa da ne bo kaj narobe naredila, pa porajši malo bolj tam, vsi hvatajo neke krivine, se bojijo, tako da mislim, da je čisto neka naravna zadeva človeka, povezana s temi dvemi vidiki, ki sem jih naštel. In hkrati to neko notranjo hierarhijo, ki smo si jo ustvarili, ne, v naši vrsti. No, ti si v bistvu s tem, ko si sebe vrgel v čisto tujo državo, daleč stran od domačega sveta in ajde, da vidim, če preživim. Si preživel sicer, ampak potem si se vrnil in potem si se pravzaprav si vseeno prišel z nekim drugim pogledom na življenje in se mi zdi, da potem si se vrgel v radio, televizijo, zdaj tudi ti Femiči, ful uspešen podcast. Se ti zdi, da je pač ta premik tvoj v Avstralijo in nazaj pripomogel k temu in če si zdaj na tej točki, da si se našel ali se še vedno iščeš? Ja, to je definitivno bila ena izkušnja, ki me je spremenila, tudi zato, ker vidiš, koliko je res težko drugje, koliko si nespoštovan kot tujec in kot navaden delavc in tam pomivaš stvari. Sem tudi že v Sloveniji v bistvu prej že delal v pomivalnici, zato ker sem delal kot natakar in meni delo z ljudmi res me utrujilo, naporno mi je bilo, neumni so mi bili z raznimi vprašanji in željami in nisem sploh štekel, ampak sem delal, ker sem rabo denar, moraš preživeti. Tam sem se, pa pismo si bil komik v resnici, se tu sploh. Vedno sem imel tako, preveč rezerv, preveč planov in fokus se pol razprši in pol nisi nikjer dober. Ja, in ko sem prišel nazaj, sem bil pač meni, da mišljen, ok, zdaj hočem tu delati in bom tu delal in sem se klical, sem rekel, jaz bom zdaj tu delal malo bolj resno. Pol sem odprl to društvo in pol sem začel tu delati in ja, se mi zdi, da se mi je obrestovalo oziroma se mi obrestuje oziroma še vedno rastem, se mi zdi konstantna rast. Vedno več prebiram in razmišljam kako in kaj. Tu je bila definitivno dobro, da sem naredil, ker vedno, če narediš korak nazaj ali pa dva in če jih narediš 5 naprej, je to super, ne? Ker vedno delaš izkušnje, da te spremenijo ali pa ti spet to, kar si mislil, ne? Pač tudi, če to kot poraz zame ni bil. Finančno sem bil v minusu, korenitem, ker sem več zaslužil pred tem, ker sem delal kot natakar, ker sem imel dobro urno postavko, tudi napitnino. Če kakšen nastop je padel, je bilo okej, ne. Ampak mi je Avstralija ful dala, mislim, sovražanje, iskreno, to je fašistična država zame finančno in ne bi nikoli tam bil. Ampak to, kar je meni naredila, da sem jaz vzel ven iz tega, mi je pa en kapital, ki ga ne bi mogel kupiti. No. Pač so stvari, ko se jih ne da kupiti z neomejenim resursi. Ne. Kaj je v tem trenutku tisto, kar najrajši oddelaš od vseh stvari, ki jih počneš v življenju? Pa v resnici najrajši igram in druga stvar, ki jo rad delam, je pisanje v resnici bolj zgodnih scenarijev, ki niti ne ogledajo luči nikogar. In samo razmišljanje, pogovarjanje samim sabo in z drugimi ljudmi in doživljanje in poslušanje glasbe, zdaj imam gramofon, tu so te neke stvari, ki me zabavajo. Načeloma niti niso stvari povezane z mojo produktivnostjo, zato me pol tu malo žre, ne vem zakaj, ker se počutim dostkrat, ker da ne vem, kaj delam ali pa kaj bi delal, ampak tu so stvari, ko uživam. Zdaj, dosti stvari tudi delam zato, ko jih moram, ker
pač moraš od nečesa živeti spet, ne. Ampak ne vem, mogoče gledališče in film so dve stvari, ki me najbolj zabavajo, in pisanje in branje in igranje tudi tujih idej mi je ful zabavno. Pa tudi v resnici, kar mi je pa zabavno, mi je pisanje za druge, no. Ker zdaj pišem za ene ljudi na televiziji, pa tudi za Jonasa sem pisal, recimo, in gleda druge ljudi, ki govorijo tvoje besede, je ful smešno. Drugo je pol vidiš, kako jih naredijo po svoje, če pa dobesedno govorijo, to še bolj smešno. In ja, res je. In hkrati je pa tudi nek ego booster, ne, ko vidiš, da neki so naredili, en drugi to dela in dejansko so sprejeli to mojo idejo. Ker to pisanje se mi zdi ful dobro, tudi zdaj, ko pomagam pri eni firmi, da doskrat imamo v glavi idejo in se nam zdi, da imamo ful jasno izdelano, in ko je vrš na papir, je ne znaš ubesedičiti in gotoviš, ja, v bistvu je nimaš, ne, in ta papir te prisili do tega, da res izluščiš svojo idejo in da res poveš tu, kar si mislil. In ta optimizacija je ena beseda, ki me strašno zabava in jo rad delam, optimiziram rad vse, pač od svojega bivalnega prostora do čistoče, do pisanja, da vse tu je stara komična zadeva. Ko moraš imeti napisano, da če pridodaš eno besedo ali pa jo odzameš, je že slabše. In optimizacija se mi zdi nekaj, kar me pomirja. Ker kurja koža mi je šla, ki si tako lepo zdaj povedal, v bistvu, kaj rad delaš, in več bi mogli ljudje že razmišljati o tem, kaj v bistvu radi delajo, ampak tudi na koncu koncev to početi, res si vzeti čas. Mi pa se kar nekaj krivi počutimo, tako kot si rekel. Podcast Femič je en najuspešnejših podcastov v Sloveniji, pa me zanima, kaj ti misliš, zakaj? Pa imam en Bergante, ker je ključno. Ne, dve stvari, mislim, vse ljudje nam povejo, pač njim se zdi, da sedijo z nami na pivu, ne. In ta korona nam je v tem smislu pomagala, ker folk ni hodil ven in so si pol to dali na balkončku, odprli pivo in z nami kadili in pili, mislim, ali pa s svojimi partnerji in z nami. Drugo je tudi, da smo brez filtra, in tretje tudi, da je pač Bergant definitivno brez filtra in ultra zabaven, in mi dva pač se mi zdi, da dobro delujeva. Pač jaz probam poskrbeti malo tudi, da se vseeno ne razvezamo kot puding, da ima neko strukturo in da vseeno nekam gremo, Bergant pač, da je tu ultra smešno. Vedno smo se pol spraševali, kako tu nadgraditi ali pa spremeniti koncept tu, in v bistvu ne smemo, mislim, ljudje imajo to radi in to delamo, tako da pač sam biti v trenutku in cajt o tem in razmišljati, brez filtra se o tem pogovarjati in pač neumnosti streljati. Mislim, trash talk, it's very popular everywhere. Če zoptimiziramo tvoj odgovor, človeškost, se mi zdi. Ja, ali pa živalskost, se ne veš. Ja, v bistvu neka mešanica, ja. Kaj je zdaj po vsem tem, kar si v življenju doživel, nek tvoj najmočnejši temelj moralni za naprej? Whatever gets you through the night, it's all right, ne, mislim, da tu John Lennon povedal, Beatles, se ne vem. Pa zdi se mi ful bi rad vsakega človeka, ko ga ni, mi je žal za njega, in vsak, ki ni srečen ali pa zadovoljen s sabo, mi je žal za njega. Ne glede kdo je ali kaj je, se mi zdi, da je tu Pek rekel, tudi za ljudi, ki jih ne mara, da ni, da jih noče videti jest, ampak ne za njegovo mizo. In tu se mi zdi fajn, da si želimo vsi čim boljše za druge in da razumemo, da smo drugačni, da se sprejmemo, ali pa tudi, če se ne, samo da se ne oviramo. In da se pustimo na miru. In to je to. Mislim pa, da pač tukaj bi rad ful naredil zase in tudi za druge na področju duševnega zdravja in razumevanja samega sebe in komunikacije, ker se mi zdi, da se ne znamo izražati niti razumeti. Pa ne v smislu, da smo vulgarni ali karkoli, ampak že v smislu tega, da pismo, kolikrat je bila ena punca všeč, pač in te stvari zdaj grem in povem ljudem, pač nisi meni cool, ali pa pač ne. Včasih se mi zdi, da sem bil doskrat kar jezen na druge, ki so bili boljši, sem zdaj, ker in te stvari so minile in to mi je ful dobro, in zdaj pač povem, če mi je kdo cool in če jih imam rad. In pač, če me ne marajo, mi je žal in se potrebujem potruditi, ampak če ne gre, pač ok, v drugem življenju. Ne vem, to zavedanje, v bistvu zmeraj manj se bojim smrti, kljub temu, da je vedno bliže, in to me zabava. Dragi poslušalci, evo vam Žan Papič in njegov fenomenalni zaključek kot zmeraj. Odnesite si to v ta teden, v dan, v življenje, sprejmite se.
takšni kot ste, z vsem, z dobrim, slabim in poskušajte čim bolj sprejeti tudi druge. Vsi smo ljudje, ostanimo človeški in tudi malo živalski zraven. Hvala ti, Žan, lepo bodite, čau. Hvala tebi, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.